Evo, lepo vas pozdravljam danes na to čudovito soboto. Stvari se spreminjajo, rastejo. Zelo zanimivo. Evo, smo že pri 84. Zoomu Društva za srečno življenje Belis in mislim, da je pa to že kar ena taka številka, ki je ne bi niti v sanjah pričakoval. Ampak življenje gre naprej in mi z njim in delamo in se razvijamo, evo, in stvari se sproti dogajajo. Vse, če bi človek vse to načrtoval, ne vem, če bi 10% tega načrtovanega sploh lahko realiziral v takem družbenem stanju, kot smo. Zato, ker ne moreš več danes načrtovati. Tudi, če v zakonih vse piše, kako stoji, to stoji povsem drugače. Tako je, v takšni družbi smo. Čisto na kratko, evo, kdor želi slediti sproti, jaz bom potem ta napovednik programa bom preslikal zato, da bomo šli skupaj čez zapisnike. Danes bo ta moja predstavitev samo okoli potrditve zapisnikov iz prejšnjega, 83. Zooma in še tudi od prejšnjega, ker ga nismo imeli, se pravi od 2 Zoomov. A veste, in potem, ko sem to skupaj dajal, sem videl, da bi bilo dobro dati povezave še od tistega Zooma, kjer smo imeli predstavitev naših predsedniških kandidatov, zato da so videi skupaj, da so linki skupaj, da so zapisniki skupaj in če bomo kdaj potrebovali karkoli, da je to vse na enem mestu, da potem več ne lovimo. In sem cel teden nekako to pripravljal. Videli ste, da je veliko tega nastalo, veliko smo delali. Vsak dan smo spali samo po par ur. Tako da ne bom rekel, koliko je bilo dela, ampak verjetno se opazi. Na kratko, danes imamo nekako 4 točke. Najprej bom jaz, se pravi, povedal okoli zapisnikov, šel bom čez vse zapisnike. Če bi imel pri tem pregledu zapisnikov in vse to, kar se bo prikazalo na zaslonu, kdo kakšno pripombo, bomo šli zapisnike po številkah skozi. Mislim, da imamo teh številk kar nekaj. Vam kar povem, mislim, tukaj imam 21 teh številk. Če bi kdo imel, naj si kaj zapiše, pa potem, ko bomo potrjevali, naj pove, če ima kakšno pripombo, pa pri kateri številki, ker če bi vsega posebej potrjevali, bi trajalo predolgo. Tako da jaz bom eno celostno sliko naredil in to je to, potem potrdimo ali pa tudi ne, odvisno od vas. No, v nadaljevanju imamo danes članico, ki bo povedala nekaj o sončnih panelih, o domači elektrarni, energetsko poslovne prevare v vseh teh zadevah, ker ima določene izkušnje in bi rada to podelila z nami, da ne bi še kdo spregledal takšnih dvomljivih sporočil oziroma reklam. Jaz se zelo veselim tega, ker smo v energetski krizi in ko človek investira svoj zadnji evro, zato da mu bo toplo, da se bo dobro počutil ali pa morda celo preživo in ga še tle okoli prinesajo, to zelo neprijetno. No, potem bo naš podpredsednik Egidij Kozjek povedal na temo, zakaj nujno potrebujemo drugo samoupravo. Tega se tudi zelo veselim, ker Egidij je tukaj pa zelo nazoren, 300 pečk pod Doraja in tako naprej. In današnje srečanje bo zaokrožila Iviljana. Pogovarjala se je, da bo imela še 2 gosta. Počakajte do konca, da boste videli, katera 2 gosta bosta tukaj. Upam, da bosta prišla. O tem me je obvestila. Jaz sem dal v program samo njo in me potem preseneti še z dodatno idejo. Evo, to je to za uvod. Zdaj bi pa jaz, če se strinjate, priključil kar na tale zaslon in bi šli ta pregled zapisnikov kolikor se da logično, kronološko, skozi tako, kot je zadeva nastajala in da vse to potrdimo. Ok, zdaj bom probal tale zaslon pošerati z vsemi nami, samo da ga najdem. Moment. Ok, se vidi, dobro. Ne slišim nobenega glasu, pa predvidevam, da to vidite. Dobro, gledajte, takole bomo tukaj, to je ta program, ki smo ga zdaj šli skozi in tukaj imamo zdaj pregled zapisnikov. Pregled zapisnikov smo začeli pod številko 1, bomo začeli z 80. zoomom.
Tega smo potrdili, imeli smo 5 kandidatov za predsednike, enega zunanjega in pa seveda 4 smo imeli znotraj društva. In v nadaljevanju po teh predstavitvah, ta program tukaj v tem linku si lahko sami potem pogledate, ker ste dobili na mail. Gremo zdaj k zapisnikom, k zvočnim in video zapisih v času od 13. septembra pa do 5. oktobra. To je do par dni nazaj, a ne? In sicer se je dogajalo veliko. V prejšnjem terminu pred 13. bi povedal še to, da smo vključili zraven tudi društveno opozorilo vzgojno-varstvenim ustanovam. Prišlo je kar nekaj dopisov nazaj, kot smo rekli, unificirani dopisi so prišli, v glavnem so ravnatelji napisali, očitno imajo zgleda skupno platformo, kjer eden napiše navodila, kako morajo vsi enako napisati, ostali so pošiljali pa v društvo copy-paste, v smislu, mi delamo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in naša šola tako funkcionira. Vsem tem sem jaz odgovoril, da v 153. členu Ustave piše, da morajo biti zakoni, predpisi in drugi pravni akti v skladu z Ustavo in da predpis ni zakon. Jaz sem jim poslal pa, da morajo delati v skladu z zakonom in ne delajo v skladu z zakonom. Predpis je lahko seveda tretje stopni akt od spodaj, če vzamete, najprej je Ustava, potem je zakon, potem so uredbe in potem po uredbah pridejo odloki. In ti ljudje delajo po odlokih, ki so pa najmanj skladni z recimo 8. členom Ustave, ker v 8. členu Ustave pa točno piše, da mora Republika Slovenija delati in tako te bom kar prebral, da si ne bom zmišljeval ali pa na pamet govoril, da me ne bo kdo, piše 8. člen Ustave, dobro si to zapomnite, ko pride Evropska uredba, ko pride mednarodna deklaracija o človekovih pravicah upoštev, ko pride Ovjetska deklaracija oziroma vse te stvari, mednarodne pogodbe, ki jih je Slovenija podpisala, poslušajte dobro, kaj tukaj piše 8. člen Ustave. Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Zdaj pa najpomembnejši stavek. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. Zakaj se potem piše odlok? Ne vem. Zaradi tega, ker je mednarodno ratificirane pogodbe so narejene tako, da se jih mora že iz 8. člena neposredno uporabljati. Prav tako Evropska uredba, ki je govorila o covidu, o epidemiji, o vsem tem, to je uredba 2021/953, ki smo jo v društvu veliko govorili o tej, in je naša vlada pisala odloke, mogla mi narediti zakon. Zakona ni naredila, se pravi, vsi odloki, tudi ta, ki ga zdaj vlečejo kot nezakonitega, neveljavnega in so ga na nek način implementirali kot nezakonitega v ZNB, je kompletno ZNB nezakonit. Tako kot tukaj stojim, povem, ne bomo dovolili, da nezakonite stvari postanejo normalne in da jih postavijo v zakon. Nikoli ne smemo dovoliti, da bodo nenormalne, abnormalne, škodljive stvari postale normalne. To, kar skušajo zdaj delati. Gremo naprej, toliko o tem. Se pravi, šole, pri zavodih, ravnatelji, direktorji, ki imajo stik z bazo, z otroci, v glavnem z ljudmi, ki so v službi, ki so mlade družine, se niti nimajo časa s tem ukvarjati. Dajmo jih opozarjati, dajmo jih ozavestiti, dajmo jim povedati, ljudje božji, čuvajte otroke, ker šola je postala tako imenovani zaprt zavod za prestajanje zaporne kazni. Otroci grejo v šolo in šolo zaprejo in starš ne more noter, če se prej ne najavi, isto kot če gre nekdo v zapor na obisk k nekomu, ki prestaja zaporno kazen. Vsa Slovenija postaja en velik zapor. Neviden, tudi v bolnico ne moreš, dom starejših občanov ne moreš, k svoji mami, k svoji teti, k stricu. Jaz sem postal zelo hud, tole nikamor ne pelje. Dobro,
Ta dopis je naredil svoj efekt in ga še bo, zato ker ti ljudje, ne glede na to, da to ignorirajo, ampak jim tle odzadaj melje. Potem smo imeli 81. Zoom srečanja Društva Belis, kjer smo pač imeli drugi redni občni zbor. Na tem rednem občnem zboru smo se potem marsikaj dogovorili, imate tukaj povezavo, bom jaz tole probal odpreti, evo, to je ta redni občni zbor, nas je bilo preko 50 in smo tukaj vse, kar se tiče, evo, izvolili nadzorni odbor, potem pa to druge stvari, kar se tiče okrog tržnice Beli smo nekaj govorili, če bo kdo imel kakšno idejo in razne druge stvari, ki so potrjene. To mislim, da smo to tudi uredili. V redu, potem so tukaj, smo imeli še te sestanke upravnega odbora in pa prva izredna seja upravnega odbora 23.9. No, na tej izredni seji upravnega odbora društva, evo, smo pa sklenili, soglašali z častno diplomo in potem z vsemi temi stvarmi smo urejevali, tako da to je v glavnem tudi potrjeno. Jaz sem vam v chat, ki ga imate, v chat na vrhu gor dal link in lahko skupaj na svojih računalnikih ali pa mobitelih tudi poklikate oziroma sledite. Tako da predlagam, da bomo malo prej skozi. Je nekako potem zadeva tekala tako. Prvem izrednem upravnem odboru Društva Beli smo pač določili vse te stvari in zgodil se je potem naslednjo soboto 82. Zoom srečanja Društva Belis, kjer imate tudi link do tega programa za nazaj, do 82. kjer smo imeli pa izredni občni zbor Društva Belis. In na tem izrednem občnem zboru smo sprejeli stvari, ki so razvidne iz tega linka zapisnika, ki je priložen. Potem smo imeli 6. izredni občni zbor, tudi zapisnik viden, izredno sejo smo potem nadaljevali in kaj se je zgodilo, potem je prišel pa že trenutek, dan pred vložitvijo, ki je bil zadnji dan pred vložitvijo kandidatur za predsednika Republike Slovenije za kandidate, ampak en dan prej so 4, če se spomnite, predsedniki kandidati odstopili, to so bili tako imenovan gospod Magajna, Poljanec, Stroha in Bolfek, ki so izstopili iz te predsedniške tekme. To so pred poslopjem DVK isti dan tudi za medije izjavili, vsi so se razpisali o tem, da odstopajo, povedali so svoje razloge in moram reči, da smo počaščeni v Društvu Belis, ker so potem po tistem vsi 4 prišli k nam v društvo, kjer smo naredili podcast, zvočni posnetek, ki ga je vodil Egidi. Naš podpredsednik je to zelo lepo, zelo uspešno vodil. In ta podcast imate potem tudi tukaj zapisan, ga imate na linku, kdor bi želel poslušati. Mislim, da je 1 ura za 4, 5, 6 ljudi tukaj je povedalo stvari, ki si jih velja zapomniti, da so stvari res protiustavne, nenačelne, nepoštene, kar se medijskega prostora tiče, objav pa vse te tekme. Se vidi, kako država svoje favorite favorizira, ljudje, ki imajo pa pravico aktivno in pasivno, pravico biti voljen in voliti, pa pravzaprav ne jemljejo sploh resno, kot da smo brez pravic, brez državljanstva in brez volilne pravice, ki je najvišja pravica, da si voljen in da lahko voliš. V redu. Naslednji dan po tem intervjuju pa je Društvo Belis presenetilo Slovenijo. No, v točki 10 smo zdaj, če kdo sledi, to je točka 10, vlogi kandidaturo za predsednika pri Državni volilni komisiji, smo 28.9.2022 vložili ob 14:10. In kakor je iz zapisov vidno, iz zapiskov in iz zvočnega zapisa, seveda, ki je v naslednjem linku tudi priložen, ta zvočni posnetek vloge na DVK,
je bilo zanimivo, da je gospod Vučko rekel, tako so mi povedali, ja, kje pa so mediji, zakaj pa nas niste poklicali, da pridete, vi ste nas pa zdaj čist presenetili in tako naprej, ampak več o tem mogoče bo razvidno iz tega zvočnega posnetka, kjer so seveda naši prijazni člani DVK dali 10-15 minut časa, da so se pripravili, pa da so seveda zadihali, pa vse prišli. No, in iz tega zvočnega posnetka seveda se tudi vidi, da je vloga uspešno oddana. Povedali so, da bo še neka komisija o tem odločala, ne vem, kako lahko ustanova o svojih odločitvah naknadno še enkrat odloča, ne. To mi nikoli ne bo jasno, kako lahko sami svoje delo ocenjujejo, kako lahko sprejmeš, dobiš državno potrdilo, ki je državna listina in pol ga ista ustanova reče, to pa zdaj ne velja, ne. Tako da to mi je veliko vprašanje in tle bo treba en red narediti. Ker DVK organizira volitve v Republiki Sloveniji, ni pa organ, ki bo odločal, kdo ima volilno pravico, kdo pa ne. To je, oprostite, moje mnenje in si ga upam deliti z vsakim Slovencem v Republiki Sloveniji brezhibno. Ok, dobili smo kot društvo potrdilo vloge za kandidaturo, to je bilo po točko 12 in tukaj vidite, piše kompletna vloga za kandidaturo s potrdilom, iz te vloge je razvidno, kaj vse smo mogli vložiti in tukaj si lahko potem na tem linku pridobite vse, kar je bilo korektno in pošteno narejeno. Naslednji dan seveda je šla predstavnica društva tudi na isti naslov, skupaj z našim Ednom sta bila tam in tam so glasovali o tem, ali je ta vloga pravilno vložena ali ni. A veste, imaš potrdilo, v časopisih pišejo, da je 9 kandidatov, naslednji dan pa ugotovijo, da to ni v redu. Ista ustanova, isti ljudje. Okay? Za isto vlogo. Ampak o tem potom. Je tudi vse to posneto pod točko 14, v zapisnikih je to vse posneto. To je bila 41. seja DVK ob glasovanju Državne volilne komisije za društvo Belis in za to vloženo kandidaturo. To je bilo zanimivo, kako, ko smo sledili članke, zvečer mislim, da se je prvi članek okrog 18. ure se je že pojavil, ne, v medijih in potem čez noč do 8. ure zjutraj izgleda, da so telefoni pregoreli in se je vsa medijska scena obrnila na 6 glasovnic. Pozabili so pa povedati, da je teh 6 glasovnic elektorskih glasovnic. Ena beseda manjka in dobi čist drug pomen. In ljudje rečejo, saj ta je pa malo čtekan, s 6 glasovi se je prijavil. Ni res, to so elektorski glasovi, ker ima vsaka glasovnica vrednost toliko in toliko glasov za seboj. Toliko o tem. No, potem seveda mi smo rekli, glede na to, da je bila ta odločba negativna in je v pravnem pouku Državna volilna komisija s predsednikom Petrom Golobom povedala, da se je treba pač pritožiti, smo to pritožbo vložili, da vidimo, ali sploh Ustavno sodišče ve, da je volilni upravičenec Društvo za srečno življenje iz druge samouprave pravilno vložil to vlogo in ali sploh ve, da nima pravice odločati o tej vlogi. Kajti na odločbe organov društva bi se lahko pritožil samo Peter Golob nazaj v društvo, ne pa da pošilja društvo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki absolutno ne more o tem odločiti. Niti po ustavi, niti kako drugače, ker nihče ne more posegati v odločbe in odločitve organov društva. In če bi že bila pritožba na organe društva, potem društvo na občnem zboru o tej zadevi samostojno odloča. Izpostavi problem in vi člani, in se pravi mi sami o tem odločamo. Zato, ker imamo statut, ki ima svoje sodišče, statut, ki ima občni zbor, statut, ki ima upravni odbor in ki ima svoje organe in mi smo čist neodvisna druga samouprava. Kdaj bo tem ljudem jasno? Nam je jasno, kako se moramo obnašati v tej družbi, obratno pa ni popolnoma jasno. A res moramo biti prvi, ki sprožimo pomen in veličino društva? Povem vam samo še en stavek v razmislek. To smo tudi prej debatirali tukaj. Glejte, v ustavi je zanimivo, če greste na
Dajmo to pogledati, ker je zelo pomembno. Če greste na 138. člen ustave, je prva beseda lokalna samouprava, 138. člen, prebivalci, pazite, prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Prebivalci. Vse, kar živi, kar leze, kar plazi, vse je urejeno z odloki. In potem gre zadeva do 144. člena, vse to pa nadzirajo državni organi, zakonitost dela lokalnih skupnosti in pa organov lokalnih skupnosti, zato pa je državna uprava, da to nadzira. V drugi samoupravi, pazite, pa je prva beseda državljani, ne prebivalci. Državljani se lahko samoupravno združujejo in lahko urejajo posamezne zadeve iz državne pristojnosti. Kaj pa so druga volitve kot participacija iz državne pristojnosti pri organizatorju volitev, ker DVK ni sodišče, ki bi odločalo, kdo ima volilno pravico. DVK je organizator volitev v Republiki Sloveniji. Imajo zakon, ki jim pove, kako morajo to peljati, zato da ne pride do goljufij, ampak očitno jih sploh ne zanima zakonodaja, ne ustava, ne evropske uredbe, ne volilne pravice, ki je splošna in najširša. Da je temu res tako, smo ugotovili, kaj prebivalec, kaj državljan, in zdaj tukaj iz druge samouprave gremo pa v 3. člen, vam bom pa nekaj povedal. 3. člen pa dobro vsi poznamo, ne 3.a, 3. člen. V Sloveniji ima oblast ljudstvo, državljanke in državljani, pazite, ne piše prebivalci in prebivalke. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami. Neposredno, brez ološa vlade, da oprostite, ker se res tako obnašajo do nas, kot da smo samo tlele eni polžeki, mi smo državljani, izvršujemo oblast neposredno in z volitvami. To je 3. člen ustave. In mi izvajamo načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno z volitvami. Nam pa ne pustijo, 5000 ljudem vzamejo volilno pravico, pasivno volilno pravico pa vzamejo našemu kandidatu. Ok, malo sem se razgovoril, sam toliko, da nam bo jasno, da boste razumeli, kaj je v ozadju, da je vse na podlagi ustave, podlagi zakona. Ljudje tega ne morejo dojeti, ne razumeti, zaradi tega, ker jih na fakultetah in v državni upravi tega ne naučijo, celo zamolčijo oziroma razložijo tako, da ni prav. Ok, to je, kar se tega tiče. No, tako da Državna volilna komisija je potem lastno potrdilo zanikala, v medije so dali smešnice, mediji to z veseljem objavljajo, samo da grejo ad hominem in se spravijo, kdo je ta predsednik, pa kdo je to društvo, pa kdo so ti ljudje, a ne, namesto da bi stvar se opredelili za stvar, kaj je prav in kaj narobe. Stvar je treba obdelati, ne pa se spravljati na ljudi, kdo, od kje, kaj, zakaj, to kot ponavadi diskreditacije. No, pod točko 14 imate pa zvočni posnetek iz Državne volilne komisije, kako so glasovali. No, Vrhovno sodišče je potem poslalo to, bom rekel, odločbo. Z Iviljanom moram reči, da sva prav uživala ob branju neznanja in ob njihovih floskulah. Vrhovno sodišče Republike Slovenije imate objavljeno, so zapisali, da sicer imamo prav, ampak če bi pa vsa društva dale svoje kandidate, da to bi pa bilo zmeden in je treba tle vse omejiti. Med vrsticami so tako napisali. Preberite si, zanimivo je. Torej, to je sodba v imenu ljudstva pod številko 18. Isti dan smo seveda mi to zavrnili, ker nima Vrhovno sodišče v drugo upravo sploh nima vstopa niti pristojnosti, ker mi imamo svoje sodišče, svoje organe, svoje odločitve. Na podlagi ustave delujemo neposredno in na podlagi volitev. Zapomnite se besedo neposredno in volitve. Okay? Ne boste še kmalu dojeli, kaj vam govorim, mogoče čez leto, dve, ampak takrat bo prepozno. Skušajte dojeti. Neposredno društvo deluje neposredno,
in na podlagi volitev. In volitve so nam vzeli so nam našega kandidata. Okay. Kaj narediti? Lahko pišete v društvo, smo odprti za predloge. In to je isti dan ob 11:58 uri, to protizakonito odločbo prijazno društvo vrnilo Vrhovnemu sodišču kot nezakonito izdano odločbo. Hkrati je izdalo pa odločbo DVK, da mora našega kandidata nemudoma uvrstiti, ga obvestiti, kaj potrebuje, ga poučiti, ga vključiti zraven. Ampak DVK kot organizator ne, sploh kot da se nič ni zgodilo. Tako, no in to je zdaj zadnja stvar, ko vam rečem pod številko 21 smo naredili pa še eno zanimivo stvar. Glede na to, da je društvo dobilo vlogo, oziroma da je društvo dalo vlogo, je dobilo potrdilo od Državne volilne komisije. To potrdilo je pa seveda listina, to smo o tem prej govorili, in zdaj smo pa mi dali prošnjo, zahtevo, da se ta listina spremeni in da v listini noter povejo, da smo nekvalificirani vlagatelj pasivnega kandidata za predsednika Republike Slovenije v ozadju z aktivnimi 5000 plus volivci s 6 elektorskimi glasovi, ki smo jih dodali. Toliko o tem. In potem smo imeli seveda še po točko 22 zapisnik, ki ga lahko si tudi pogledate za naprej, za naše delo. In pa peti del, da ne bom zdajle preveč dolg, peti del je pa kopija videozapisov, ki jih imamo na YouTubeu. Videozapisi zadnjih 3 srečanj iz zgornjih zapisov. Jaz bi se na tem mestu še enkrat iskreno rad zahvalil dr. Viktoriji Bevc za njen čudovit prispevek, ki ga je dala s tem, ko je povedala, kaj je društvo, in to v par preprostih besedah povedala objektivno, kaj društvo je, kako društvo deluje in kako bi morala društva delovati v Republiki Sloveniji. Vendar je država vse to zapeljala v neka druga področja, v neke druge nevladne organizacije in veste, vse je v denarju. Društvo, ki sprejema denar, pač mora igrati za to, kar je plačano, ne za to, kar je njihov program pa namen njihovega delovanja. Mi smo pač tukaj, imamo svoj statut, stojimo trdno na tleh, vemo, kaj počnemo, vemo, kaj rečemo, in mi kot civilna družba, kot državljani, samoorganizirani, lahko neposredno opozarjamo na nepravilnosti. In tudi smo dolžni in moramo, ker gre konec koncev za nas, za naše otroke, za naše starše, za našo bližnjo in daljno okolico. Gre za Slovenijo in za vse tiste skupine, ki delajo pod krinko, za vse tiste trole, ki grdo pišejo po spletnih straneh, po družbenih omrežjih, za vse tiste trole, ki v bistvu blokirajo strani, kadar človek napiše resnico, resnično stanje, resnične opazke. Vsem takim ljudem sporočamo, niste karakterni, prejemate umazan denar, državljani v Republiki Sloveniji smo pa upravičeni do resničnih informacij, do resničnih dogodkov in do vsega tega, kar se nam sedaj jemlje, ker če nimaš prave informacije, ne moreš tudi pravično in pošteno ravnati. Tako da tukaj so potem naprej tile videoposnetki, ki jih je, kot vidite, kar nekaj. Vse smo vam dali tukaj zlinkano, z naslovi. Predlagam, da tam, kjer piše na tem današnjem programu, kjer piše naročite se na YouTube, zato da ko bo nov film dan, da vam pride mail, da vam pride obvestilo ali vas mobitel spomni, da je nov video posnetek naložen, ker zna se zgoditi, da tudi, glavne, mi tudi damo med tednom kakšne stvari gor, ne samo ob nedeljah, pa iz nedelje na ponedeljek, ampak tudi med tednom se kdaj kaj zgodi, kakšna video novica, kakšen video prispevek, zvočni prispevek z Belis podcastom. Zdaj imamo na zalogi 3-4 podcaste, ki jih je potrebno še objaviti, tako da ostanimo na tekočem. Torej, to je ta subscribe gumb, ali rdeč, ki ga imate v današnjem povabilu. In to je to, kar se tiče. Zdaj, gledajte, jaz sem nekako vam to skušal predstaviti. Vem, da je bilo od 3 srečanj skupaj, ampak za zadnja 2 srečanja
za 83. Zoom srečanje in za 82. Zoom srečanje Društva za srečno življenje Belis. Vas sprašujem, vse prisotne tukaj v prostoru in na Zoomu, ali ima na vse te predloge, vloge, ki smo jih zdaj omenjali, kdo kakršnokoli pripombo, naj pove sedaj. No, tle so izrazili zadovoljstvo vsi prisotni. Če bo kdo kaj povedal, lahko pove zdajle v Zoom. V redu. Na Zoomu 27, tukaj 12, 11, 10. Ja, v redu. Toliko, da ima naša Teja potem številko, da je vse to potrjeno, enoglasno sprejeto, brez glasu proti. Zahvaljujem se vam za to potrpežljivost, za to mojo predstavitvijo, ki sploh ni bila lahka, ker najprej se mi je ti zaslon zaprl, ker sem hotel klikati, pol tam ni šlo, ampak vidim, da s papirja včasih najlažje gre, ker itak vse te procedure so tekle, bom rekel, tako po naročilu predsednika upravnega odbora, občnega zbora in vse to je teklo nekako skozi te računalniške mreže in jaz sem to nekako uspel oblikovati, narediti. Tako da hvala vam tudi, veste, kaj vam moram povedati, tukaj so člani, ki skrbijo tudi, bom rekel, za tiste, ki zelo veliko delamo za fizično počutje. Iskrena hvala vsem za vsako pijačo, za vsako čokolado, za vsak štrudel, za vsak evro, za vsako podporo, da lahko delamo to, kar delamo in da lahko ozaveščamo za vso Slovenijo, vse ostale ljudi, ki pravijo pač, da smo včasih malo čudni, ampak verjemite mi, ta čudnost je zelo resnična in jo je treba peljati naprej, ker nam je matrica zameglila oči v polnosti. Potrebno je pogledati ven iz te matrice. Zahvaljujem se vam za to pozornost, predlagam 10 minut pauze, zato da ko Mojca pride tle pred kamero, da je najprej vse to lepo naštimamo in se vidimo čez 10 minut. Hvala lepa.